in bližnjega, ti dve temeljni kreposti tako zelo potrebujemo v našem življenju, zato je prav, da se vedno znova obračamo nebeškemu Očetu in ga zaupno prosimo. Gospod, prosimo te za mir na svetu, da bi vsi ljudje živeli brez groženj vojn in pomankanja. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za našega papeža Frančiška, da bi po navdihu Svetega Duha vodil cerkev, da bi rasla v krepostnosti in edinosti. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za državne voditelje, daj jim, da bodo slovenskemu narodu prinašali blaginjo in mir. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za tiste, ki te še ne poznajo, ter tiste, ki so se od tebe oddelili. Daj spoznati resnico, da si ti Bog in pot v večno življenje. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za nove duhovne poklice, da bodo vodili tvoje ljudstvo na zemlji. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za naše rajne, ki so v tvoji milosti odšli iz tega sveta. Podaj jim večno srečo pri tebi. Prosimo te, usliši nas. Gospod, nazadnje prosimo še za vse nas, ki smo danes zbrani ob tvojem oltarju. Podaj nam zdravje na duši in telesu, da bomo mogli s svojim delom pričevati zate. Prosimo te, usliši nas. Dobri Oče, usliši naše ponižne prošnje, da se bomo po zemeljskem potovanju nekoč vsi zbrali pred tebi, saj med nami živiš in kraljuješ